Ja, pozdravljen. Mene so prosili, če lahko naredim nek pregled izvajanja v občinah v Sloveniji. Seveda sem imel težavno nalogo, ker sem prišel za glavnim strokovnjakom in mogel ugibati, kaj on ne bo povedal v PP-ju, da bom pa to lahko jaz povedal. Izkazalo se je, da se neki stvari ponavlja, ampak upam, da mi boste pač oprostili, če bom še enkrat povedal isto stvar. Zdaj, Slovenija je... je pač začela s participatornim proračunom, kot je prej gospod Alegreti omenil, z principom erupcije. Torej pač prvi primer je nastal v Mariboru, zato ker so po pač mariborskih vstajah krajani to zahtevali. In pač trajbal novo nastalega župana tak dolg, dok ni on pod prisilo v bistvu to naredil. Seveda je pač poskušal nek kapital iz tega skovati, ampak relativno neuspešno. Bomo pa razložili, zakaj. Ampak zdaj druge občine niso pod takimi pogoji začele, ampak so se same odločile, da je to potrebno. In so iskali seveda neke razloge. Zdaj, zakaj participatorni proračun izvajati, je v bistvu povedal gospod Alegreti, ampak pomembni faktori, župani, s katerimi sem jaz govoril, so pač poudarjali, da so želeli, da bi pač se aktiviralo prebivalstvo, da on noče zdaj samo odločati pa ugibati, kaj zdaj občani hočejo in podobno, ampak želi vključiti občane v proces, da sami povejo, kaj želijo, na kak način želijo in podobno, in jih aktivirati ne samo v tem, da bi torej odločalo o nekaj proračunskih sredstvih, ampak je to sam mehanizem, ko bi aktiviral, da bi se nasploh bolj udeleževali raznih stvari v svojih občinah. In tudi, ko se gleda, ko se izvajajo študije, kakšni učinki imajo participatorni proračun na občine, mesta in podobno, so v bistvu te, glavno, da se pač aktivirajo prebivalci, da se poglobi demokracija, da se zaupanje v neke demokratične postopke povrne. Hkrati ima pa tudi čist nekih tak, ko bi rekel, merljivih ekonomskih učinkov, da se bolj učinkovito porabi denar, da se zboljša neka transparentnost v občinah, korupcija gre malo nazaj. Seveda, če damo 0,1% prebivalcev, ne pomeni, da je ostalih 99% ni več v nevarnosti, ampak vseeno se pozna. Izkaže se, da se začnejo različni deli mest bolj enakomerno razvijati, zato ker se ljudje začnejo tudi bolj gledati, kaj se dogaja z njihovim krajem. To je problem, ki ga ima mnogo občin, torej, da so center, se ves denar v center zliva, pa bolj, ko greš ven od centra, manj imajo neke infrastrukture, nekih služb, neke pač občinskega suporta. In na ta način si lahko malo povrnejo pač ti zunaj ležeči predeli neko enakopravnost. Zanimivo mi je bilo, enkrat sem bil na sestanku z županskim kandidatom za eno bližnjo občino Maribora, Pesnico, ki je rekel, da je sestavljena iz 4 krajev in vsako leto, mislim, vsak mandat imajo iz enega drugega kraja župana in seveda pač tiste 4 leta se pač v enem kraju dela vse, tudi nimajo letališča, medtem ko ostali pa jim z gasilskim avtom vodo vozijo in pa seveda, ko dobi druga vas župana, se pač zgodba ponovi. In če narediš nekog na participatorni način, nekog razdeljevanje financ, se lahko zelo bolj enakomerno razporeja. Participatorni proračuni tudi gradijo skupnost, ljudje se spet začnejo pač sami sebe razumeti kot skupina individualcev, ki se med sabo ne poznajo in nimajo nobenega skupnega interesa. Ampak tudi kot neka skupina ljudi, ki imajo skupni interes, ki želijo nekaj početi v svoji lokalni skupnosti in si iščejo na skupnem nivoju rešitve, ki bi jim pač to omogočile. Seveda, ko to gre, ima to čist iz nekega tehnokratskega smisla, ravno tako smisel to izvajati. Namreč prebivalci imajo neizmerno količino informacij o svojem življenjskem okolju, ki ga gotovo noben na občini nima, ne glede na to, koliko študij dajo narediti. In če lahko ti, kot pač hočeš biti uspešen tehnokrat, angažiraš znanje vseh teh prebivalcev, ki ti seveda potem zastonj dostavljajo vso to znanje, lahko tudi
precej izboljšaš neko kvalitetno izvajanje javnih služb. Zdaj, kako se je začelo v bistvu vse to v Sloveniji, mogoče en kratek pregled. Zdaj, prvi nek tak resen predlog, mislim, so se pojavljali prej, ampak eden, ki je dejansko neko strukturno rešitev ponudil, je bil narejen aprila 2013, torej že kar nekaj nazaj, strani iniciative Mestni zbor, v kateri sem tudi jaz aktiven in sem ga pač napisal. V glavnem, in takrat je bilo po mariborskih vstajah, ko je Kangler mogel odstopiti in glih takrat je kao nov župan, ki se je pač za ljudskega človeka predstavljal, nastopil. In takrat smo pač rekli, da je zdaj ok, samo če ljudi zamenjaš, verjetno ne bo kaj posebej boljš, treba je nek način upravljanja mestom spremeniti. Takrat je ta iniciativa Mestni zbor pač podala ta predlog županov, ki boste ugotovili, če pogledate naslednjo alinejo, več kot 2 leta je ležal nekje v enem predalu zaprt, župan se ni hotel niti pogovarjati. Se je pa na to le vklonil pod pritiskom, zbrali se je 5000 podpisov, trajbali se ga je dan in noč in pa je le uvedel. Treba povedati, da je bila uveden, ker je bilo prvič v Sloveniji, niso se imeli s čem primerjati, je bilo zelo velik strah, tak strani pač politikov kot birokratov, in je bilo pač nek kompromis narejen, da dajmo ta prvo probati v 1/4, in da če bo to uspešno, pa razširimo na celo mesto v 2 stopnjah, torej vsako leto širše, po 2 letih bi bilo na celo mesto. No in pač ta prvi je bil kar dobro sprejet, no in hitro za njim je tudi Ankaran začel uvajati svojo verzijo, in pa vidimo, da se je kar, vsake par mesecev je neka nova občina pristopila, oziroma vsake pol leta, torej Ajdovščina, Komen, Nova Gorica in Logatec. In lahko vidite en fenomen, ki se mi zdi, da se ga da generalizirati. Čeprav se je tu zgodil sam tu, ko je Ajdovščina, in so pa v bistvu vse sosedne občine začele to izvajati, ker se je tam pač izkazal za neko zelo dobro stvar. Župan je navdušen, krajani tudi, vsaj kolikor vem, in to se generira nek pozitiven, vibe, ljudje so zadovoljni, vidijo sosedne občine, to bi lahko mi tudi, pa začnejo uvažati oziroma to prakso, tudi vem, jaz sem sodeloval naprimer pri občini Komen, ko so oni uvajali, in kljub temu, da so vse naredili, so pa šli še malo na obisk na občino Ajdovščina, kjer so jim pa razložili, kako se to narediti, in pa ko so imeli še strani občine potrjeno, da je to, kar sem jim predlagal, naredijo v redu, pa so pa tudi oni šli. In isto se je verjetno, ker vidim, da so zelo podobni modeli, ki vsi mimo grede kopirajo tega iz Maribora, razen Ankaran na svojo metodo, so šli po isti poti in se tudi med sebojno vplujujejo. Vidimo, da se pri Mariboru ni nobena od sosednjih občin odločila, da bi posnemala, bom pa na koncu razložil, zakaj to ne. Zdaj, kak je ta način, ko se je izbral, ko se je delal? Ko se je zdelo nek model, smo imeli v mislih, da bi naredili nekega takega relativno enostavnega, ki ga ni težko izvesti, ampak vseeno vsebuje vse te karakteristike, ki jih pač morajo imeti participatorni proračuni, da temu lahko sploh tako rečemo. In če gledamo zdaj vse te občine, to je na primer mariborski primer, to je Nova Gorica, pole je Komen, ta je pa od Ajdovščine, in vidimo, da imajo vsi gre po določenih fazah in so v bistvu vse iste. In zdaj ideja je, kako naj bi to potekali, je, da pač občani pač zaznajo probleme, in ko se pač participatorni proračun izvaja, ima nek terminski plan, se najprej oblikujejo predlogi, potem te predloge občina ovrednoti, kar pomeni, da jim da neko finančno dimenzijo, se oceni, koliko bi to koštalo, pa če so sploh legalni oziroma v pristojnosti občin in podobno. Gre na naslednjo fazo oziroma izvede se še neka posvetovanje, torej mišljeno je, da se občani pogovorijo med sabo,
in da se občani tudi pogovorijo z občino, ne, torej o teh predlogih in se potem odloča na nekih volitvah. Ni nujno, da so volitve, ne, ampak vsekakor mora biti nek mehanizem narejen, ne, kjer je pač se da jasno izkazati voljo pač prebivalcev in potem gre v fazo izvedbe. Ne. In zdaj, to so neke take prakse, no, ko se identificirajo kot dobre, ne, v mednarodnih merilih. Seveda obstajajo tudi drugačne, no, ampak ta je bila svoj čas poimenovana, ne vem, Porto Alegre za Evropo model in je pač neka ta zanesljiva. Vse te občine, ko jo izvajajo zelo mehanično, tako bi rekel, ne, ni tega ljudskega vrenja, debat, ne, da bi se organizirali posveti s 300 ljudmi, kjer bi se ne, o posameznih predlogih pogovarjali. Tega ni nobena izmed naredila, vsaj teh, ko imajo ta model. V Ankaranu imajo več posvetov, ampak bodo to sami razložili. Ampak tehnično pa je bilo na ta način izvedeno. Ne, torej, in je tudi dali neke pač rezultate. Ne. Zdaj, če pogledamo tako te neke najbolj enostavne metrike, ne, je pač tako, da v Mariboru, ne, 1/4 se je sam, ne, ta četrt imela 6800 prebivalcev, oziroma, ja, in je pač prišel 78 predlogov, ne, in z tega je bilo pa izglasovanih 14 projektov, je bila tam neki na 10% udeležba, ne, pa je prekomno, vidimo, je prišel, ne, ful velik predlogov, 156, ne, to je občina s 3600 ljudmi, ki so za celo občino izvajali, ne, imajo 17 krajevnih pa vaških skupnosti in ne, zelo razdrobljeno, ampak so se ljudje zelo angažirali, ne, in zglasovali 22 projektov, udeležbo so imeli 21%, s tem, da v posameznih teh vaških skupnostih je tudi nad 50% prišli. Taka zgodba je, ne, da glih tam, ko je največ ljudi, ne, torej prav v Komno, ne, tam je bila najnižja udeležba, medtem ko ne, v Vaseku na okolj, ne, je bila pa precej višja, no, 200 presegle 50%. V Ajdovščini, ne, vidimo, da je cirka 100 predlogov prišel, izglasovali 31%, tudi ne, 12% udeležba. Podobna zgodba, no, v Novi Gorici, ne, kjer so predlogov, 19 projektov izglasovani in 11,4% udeležba. Tudi v Novi Gorici, ne, se je ponovili tako, da je pač v centru, ne, torej prav v Novi Gorici je bila najnižja udeležba, ne, medtem ko tudi zunaj so tudi presegli, ne, 50%. Tako da je zelo nek vzorec se kaže, ne, ki bi ga bilo verjetno smiselno nasloviti. Zdaj zdrav sem dal še verzijo, Maribor verzija 2. Ne, Maribor je spremenil model, ki ga je izvedel prvič in ga je na novo lansiral, ne, letos. In ravno pred včerajšnjem so končali z zbiranjem predlogov, tam, tako da zdaj edino stvar, ko jo lahko mirim, ne, kot primerjalno je, da je pač koliko predlogov je prišel, še to so mi bolj kot ne tako povedali prek prsta, tako da ne vem zdaj, koliko jih je točno, ker jih še niso objavili, ne, ampak vidimo, da je pač petkrat manj predlogov na prebivalca, ne, kot jih je bilo v prvem, ne, kar tudi kaže, ne, en velik kolaps, ki ga bomo posebej obravnavali kasneje. Zdaj, pri tej, ko rečemo neko to mehaniko izvedbe, ne, pač podaja predlogov, vrednotenje, deliberacija, ne, in seveda pa glasovanje in izvedba, je vse lepo in prav, ne, ampak treba vedeti, da pač sam, če to izvedeš, ne, to še ne pomeni, da je pa to zdaj namen, ne, participatornega proračuna že tudi dosežen. Ne. Je to nek mehanizem, ne, za to, koliko naj bi se ljudska volja pač začela odražati tudi v proračunu, ampak konec koncev, ne, je prej gospod Allegretti dobro opisal, ne, se virtuous cycle, no, jaz sem pa pozitivno spiralo to rekel, naj bi se naredil, ne, in pač kak naj bi se, kaj kaže, ne, da bi ta pozitivna spirala dejansko nastala, ne, in pač to je nekaj, ko želiš, ne, da se z iteracijami, ne, rednimi obnavljanji postopka, ne, se stalno pač povečuje neko zaupanje med občani pa oblastjo, ne, pa občani in podobno.
da se nazaj gradi neka skupnost, ki se ukvarja z svojim življenjskim okoljem. Ne. Noben si ne želi, da bi participatorni proračun postal nekaj mehaničnega, ne, ker pač, ne vem, ne, greš z telefonom pametnim, ne, iz trgovine, pa pač imaš 5 minut peš, pa imaš malo cajta, ne, pa nekaj naklikaš, pa oddaš predlog, ne, ali pa glasuješ, ne. Zdaj, če bi na tem nivoju ostali, ne, pa je brez veze, da to imamo, ne. Je bilo prej omenjen, ne, ta pač lazy participants, ne, noben ne želi, ne, to ne bojo kvalitetni predlogi iz tega nastali. Ne, fajn je, da se ljudi angažirajo, ne, da bi mogli res se pogovarjati med sabo, kaj početi, se pogovarjati z občinarji, kaj početi, ne, ker tudi če nimaš nekih informacij, ne, pa se pogovarjaš s sosedi, ki tudi nima informacij, Bog ve, kaj boš ven iz tega naredil. Ne. Pač treba je narediti neke cikle samooplojevanja, ne, kjer se tudi ne vem, predstavniki na občini ne postanejo več oni, ki ti vedno rečejo, da ni denarja, ne, ampak iščejo načine, kako udejanjati neke ideje, ki so pač iz skupnosti prišli, ne torej, da ena oseba pride pa nekaj predlaga, ne, pa se morajo pa ukvarjati s tabo, ne, ampak da se v skupnosti zgradi neko, ne vem, konsens mnenja ali pa delni konsens, ne, da to bi bilo treba, pa se pa iščejo načini, kako to narediti. Ne. Konc koncev lahko to na konc tudi brez glasovanja izvajaš. Ne. Če se pač ti konsenzi znajo zgraditi, lahko preskočiš glasovanje, pa pač izvedeš vse, kar je bilo s konsenzi narejeno. Zdaj, hec je pri vsem tem, ne, da ko se občani vse to vključujejo, ne, se zelo povečujejo neke te svoje kompetence, znanja, sposobnost angažiranja, ne vem, znanje branja dokumentov, ne vem kaj. Ne. Kar je pomembno, ne, ljudi velikrat ne razumejo, kako občina deluje. Ne, in pa imaš včasih zelo take situacije, ne, ker so vsi občani jezni na nekega svojega političnega predstavnika, ker ni nekaj naredil, ne, ali pa ni dosti hiter naredil, ne, pa sploh ne vejo, da v bistvu mu zakon sploh ne dovoljuje, da bi to naredil, ali pa sploh ni prava oseba, ki bi lahko to naredila, ali pa ne vem kaj. Ne. In ne, v takih situacijah ne, se gradijo frustracije, zgublja se čas vseh, ne, na občini se morajo braniti, občani pošizijo, ne, pa ne vem, protestirajo pri ljudeh, ker sploh ne morajo problema rešiti in podobno. Ne, in pač, ko se dejansko neki angažira in informacije tečejo v obe strani, ne, tudi občani vidijo, ne, ki je zdaj treba pritisniti, kak je prav mehanizem, da dosežeš nekaj in podobno. Ne. Zakoni so le omejujoči tudi, ne, in je treba pač vedeti. Ne. Zdaj, da se vse to zgodi, ne, hkrati zaupanje in ne vem kaj, mora biti tudi mestna uprava, ne, mora postati transparentna. Ne. Ne moreš imeti zdaj nekega ful vključevanja, pa bojo ljudje donirali svoj čas, pa ne vem kaj, ne, če jim ne bo jasno, kaj se bo dogajali iz tega njihovega angažmaja. Ne. Naprimer, če gledamo, naprimer zdaj, ne, ko je Maribor prvič imel cikl, ne, je imel spletno aplikacijo, vsak predlog, ko je bil dan, je bil takoj objavljen na spletni aplikaciji, tudi če ga je kdo prišel povedati tam na neko mestno četrt tajniku, ne, se je še isti dan napisal, vsi so lahko videli, pod njimi se je lahko debatirali, ne, lahko so jih sami tudi spreminjali, ne, tisti predlagatelji in podobno. Ne. No in ko so pa drugič izvajali, ne, v zdajšnjem ciklu, ki se je 2 dni nazaj končal, ne, pa niso nikjer objavljeni. Ne. Tudi zdaj, ko je konc zbiranja predlogov, jih ne more noben nikjer videti. Ne. Zaveda, ne, zdaj, v katerem sistemu bi človek kraj sodeloval, ne, mislim, po moje, ne, je vsak mu jasen, ne, da je vsak kraj onem. Ne. In če res želiš, ne, da bi se ljudje vključevali bolj in bolj in bolj, ne, je treba vedno več nekih pač komponent te javne uprave, ne, ali pa samih postopkov pač narediti dosti enostavnih, dosti jasnih, transparentnih, da se na tak način dela. Ne. In pomembno je, no, da pač tudi, ne, če imaš zdaj te postopke, ne, ki si jih tudi dal, ki so sicer ne, neka dobra izvedba, ne, ampak če jih vsak kaj to, 3 minute? Ok. Mislim, če vsako leto isti postopek ponavljaš, ne bo to nastavljeno, ne, participatorni proračun. Treba ga je tudi sproti spreminjati, ugotoviti, ki problemi nastanejo, ne, probati, ne vem, razširiti na neko drugo območje, ki ga zdaj ni obravnavajo, fejst pospešal. Ok, mislim, zdaj, nekaj sem omenil, ne. Kakve so dobre tehnike, no, da že iz štarta, rečemo, da bi zdaj nekdo se lotil, ne, to početi, neka nova občina, ne. Ok, nekje moraš začeti, ne, lahko na začetku probaš pač to mehanično izvedbo, ne, zdaj bolj pa ne vse občine, no,
so en cikl, niso še nobena ni šla cela 2 cikla okoli. In smo vsi bolj kot ne na začetku, no, in lahko začneš, ampak pa ga moraš razvijati, in koliko ga zdaj razvijati. In fajn je, da pač narediš vse čim bolj jasno, koliko poteka, oddaja predlogov, se to je vrejo, ni težko definirati, lahko oddate obrazec, in kaj. Veliko bolj kompliciran je, kaj se pol zgodi. Ne vem, ko je bilo v Komno, je bilo danih 160 predlogov, 156, pa na glasovanju jih je bilo pa 65. Kaj se je zdaj zgodilo z ostalimi 100 predlogi? No in tu je, na primer, Komen je zelo dober naredil. Oni so objavili na spletni strani občine dokument, v katerem je bil čisto vsak predlog, ki je bil zavrnjen, pač objavljen in obrazložitev, zakaj so ga zavrnili. In jasno je bilo, naprej so bili povedani kriteriji, po katerih kriterijih bo zavrnjen. Torej, v nobenem trenutku ni bilo interpretacije nekega občinarja, meni se pa ta projekt ne zdi fajn, ampak je bil kriterij. Ni v pristojnosti občine, je dražji, kot je predviden za PP, ni na območju občine in podobno pač kriteriji, in so pač objavili cel seznam. Pri vsakem od teh, jaz sem ga pregledal, se mi nobena ni zdela, da bi rekel, ok, to so si pa zdaj neki namaštali. Torej so korektno, spoštljivo v bistvu odgovorili na vse to in tudi ljudje so pa dejansko sprejeli to. Šli so dlje, klicarili so ljudi, ki so jim hoteli zavrniti predloge, če so pripravljeni, malo spremeniti ali pa na kakršenkoli način modificirati predlog, da bi še prišel skozi, in v veliko primerih so pač tudi to nekako skup spravili. In pa jih je dejansko bilo zaradi tega več umeščenih gor. Naprimer, Mariborska občina je zaobljubila, da bo vsem vrnila nazaj, odgovore v istem sistemu, ko so jih mogli nekaj zavrniti. Jaz vem, da odgovore so napisani, ampak vsak, ki sem ga vprašal, je rekel, da odgovora ni dobil. Tako da pač, to je obratna praksa. Zdaj, fajn je, če se vsi ti predlogi nekje javno objavljajo, zato da lahko ljudi dejansko se pogovarjajo o njih, ker če noben ne vidi, pa ti prihaja po 10 listih in ne vem kaj. Tudi smo videli, ko ljudje po pošti pošiljajo, pride veliko istih predlogov, oni ko pa po spletu oddajajo, pa vidijo, da so že nekateri predlogi, pa se pač ne ponavlja. Zdaj pa aplikacije neke obstajajo, tudi v slovenščini, jaz ne eno prevedel, ko je sicer open source, ta Better Reykjavik, ki je prej tudi prejšnji govorc omenil, smo v sodelovanju pač prevedli, je na voljo zastonj za občine, če bi jo hotela kjera uporabljati, je na voljo. 200 jo že, pa Edovščina, župan je rekel, da bi jo tudi v naslednjem ciklu. Pol je še transparentnost, da se pač lepo umesti v proračun, ni pač župan obljubi, pa pač je znotraj postavke komunala, ne vem, 3 milijone 500, in pa mu verjamemo, da bo iz tega denarja naredil. V glavnem, zdaj je tudi spet v Komno, maksimalno transparentno, vse je šlo po alinejah noter, z opisom projekta in točno koliko bo zapravljen, v katerem časovnem okviru bo narejen, in se na ta način tudi izvaja. To je pomembno, da se pa dejansko vse to naredi, ker drugače ni zaupanja, če pa neč ne vidiš. Fajn je, če se organizira deliberacija občanov, to zdaj občine tipično niso delale, z izjemo Ankarana, ki ima drug model, je tipično bilo prepuščeno krajanom, da se pogovarjajo ali pa ne. To je ni optimalna izvedba, zdaj v Mariboru se je zgodilo, zato ker imamo zelo močno inicijativo Mestni zbor, ki organizira vsake 14 dni take posvete, pač celo leto, sem takrat, ko je, ali pa ni poslovni proračun. In se je odvijala debata okoli tega, medtem ko druge občine so imele neke predstavitvene delavnice, ki so pač na katerih so tudi nudili neko podporo, ampak niso bile namišljene samo zato, da bi se občani pogovarjali na konkretnih projektih skupinsko delati. Da malo preskočimo. Pomemben je, da se evalvacije delajo po koncu. Zgodile so se situacije, ko ti narediš neka območja, kjer naprimer niso zglasovali nobenega projekta. Mislim, da je zdaj v Novi Gorici bilo, da je ono območje, ki je imel največjo udeležbo, 57%, malo na pamet govorim, ampak kljub temu ni zglasovali nobenega projekta in nič nimajo zdaj.
Ne? Mislim, to je problem v definiciji območij, v katerih se posamezno izvaja. Ne? Ko ti razdeliš občino v, ne vem, 8 območij, ne, pa se izkaže, da pač nekdo, ko je najbolj aktiven, pa neč ne dobi, ne, pa je pač imaš narobe območja definirana, ne, da ti to razmisli naslednjič drugače narediti. Tudi se da odpreti kakšne nove teme ali pa kaj taga, ne, če se izkaže, da je to potrebno. Ker je treba tak hiter, so zdaj to neke možne poti razvoja, ne, ampak obstaja tudi primer, ne, v Sloveniji, ko greš pa nazaj. Ne. Zdaj ta mehanizem, ki sem ga prej opisal, je to, kar je v bistvu občina Maribor delala pač leta 2015, pilotni projekt, ne, župan obljubil 100 000 evrov damo, ne, z tega denarja bomo izvedli pač, kar bojo krajani izglasovali. Odločanje je bilo jasno definiran, grafični prikaz algoritma, kako se bojo umestili noter projekti v proračun, ne glede na karkoli bi si kdorkoli na občini mislil, ampak je šlo čist mehanično. Zdaj, deliberacija je bila na spletu, ne, ta islandski aplikacija je omogočala, da se ljudje dejansko pogovarjajo in tudi spreminjajo svoje predloge, potem, ko so jih že oddali. Ne. Vse do dne, ko je pač bilo konec tega termina. Ne. Vse je bilo žurno objavljeno, ne, odločitve občanov so se obljubili, da jih bojo 100% upoštevati. Ne. In je bilo vredo, ne, ljudi so se ful udeležili, ne, vse kriterije, ki smo jih dali, smo jih več presegli, ne, in udeležba je bila fajn in občani so zelo predloge dajali, ne vem kaj, tudi tako v mednarodnem merilu. Je pa to se je zgodilo kljub temu, da je občina zelo slabo vodila v bistvu cel ta postopek, ne. Ni bilo ene javne predstavitve, prvi plakat, ne, za obvestilo so dali 3 tedne potem, ko se je začeli zbirati predloge, pa je bilo samo še 5 dni za predloge, ne, takrat so prvi plakat gor dali in podobno. No, nikoli ni noben šel od občinarjev, ne, občane pozvati, naj kaj sodelujejo, kaj podobnega. No. In je kljub temu bilo tako uspešno. Ne. No in zdaj občina, ne, 2 leti je nekaj cincala, ne, zdaj pa pač, ker je volilno leto, ne, so pa rekli, zdaj bomo pa nov cikl naredili, ne. In kaj so zdaj naredili? Ne? Zdaj so pa rekli, ok, ne, zdaj pa ne da damo 100 jurjev, ne? Razširili so z 1/4 na 6. Ne? Prej je bilo v bistvu 6 000 nekih volilnih upravičencev, ki so lahko sodelovali v tem, ne? Zdaj jih je pa 31 000. Ne? In kljub temu, ne, da se je povečali, ne, za 5-krat v bistvu populacija, ne, so šli za 100 jurjev na nič, ne? Torej pač zdaj ne dajo niti evra. Ne? Odločanje je čist nejasno, ne, prej je bilo pač glasovanje, ne, in je šlo po vrsti tisti, ko so veliko dobili, več glasov dobili, to pač dok se ne porabi denar, ne, zdaj pa imajo tako, da bojo glih tak glasovali, ne, pa to glasovanje ni treba nobenemu upoštevati, ne, ampak lahko sveti mestnih četrti po svoje projekte, ki so bili predlagani, ali pa tisti, ki sploh niso bili predlagani, umestijo na svoj prioritetni seznam in pa ta seznam pošljejo na občino, ki spet ni treba upoštevati tega seznama, ne, in pa na mestni svet, ki ni nikjer rekel, da bo karkoli upošteval, ne, in si lahko kar mislimo, kakva bo realizacija v takem sistemu in koliko bo dejansko nekega zaupanja občanov, ne, da bojo zdaj dejansko sodelovali v tem. Ne, se ni treba posebej izpostaviti, ne, da od vseh družbenih skupin v vsaki preiskavi javnega mnenja, ne, so ravno politiki, ne, tisti, ki jim ljudje najmanj zaupajo, ne, in pač vse faze odločanja so zdaj na 3 ravneh politikov. Ne bo, ne. Deliberacije ni bilo organizirane, ne, noben sploh ne more nikjer videti, kjeri predlogi so bili dani, se nimamo o čem meniti. Predlogi bojo objavljeni pa na konc, ne, in tudi odločitve občanov, ne, kar se tiče glasovanja, nimajo nobene teže. Ne. Nobenemu ni potrebno, da vem, prvo izglasovani projekt uvrstiti kamorkoli. Pač, in so poudarili to na tiskovni konferenci, ne. Se ne zavajajo občanov tega, da jih ne bojo poslušali, ne, ampak je zanimivo, da so si tak model zbrali, ne, in tudi so rekli, da bomo kaj naredili, če bo denar, če pa ne bo, pač po naših najboljših močeh. V glavnem, no in pač zdaj ne morem še narediti neke res hude primerjave, ne, koliko je to na udeležbo vplivalo, zato ker so šele predvčerajšnjem v 2/4 nehali zbirati predlogov, ostale 4/4 so pa začele včeraj. Ne. V bistvu ampak sem dobil zdaj informacije, no, od pač predsednika delovne skupine, ki je pač vodila ta proces, in so pač prejeli 25 predlogov na četrt, ne, kar je v bistvu 5-krat manj, ne, kot prej v pilotnem projektu. Ne. Torej pač vse nekaj, kar ti hočeš
razvijati, ne, pa ima v naslednji interaciji 5-krat nižjo udeležbo kot prej, ne, je bolj kot ne katastrofa. Ne. In jaz mislim, da bo to podobna slika kot to, kaj je prej gospod Allegretti omenil za te primere, ker so isti župani na Portugalskem, ko so vzpostavili participatorni proračun, so ga tudi ubili. In tudi na isti način, ker je iz odločevalnega pa se izgubil v posvetovalnega in je seveda tako izgubil vso zaupanje prebivalcev. In to je tudi razvidno iz neke reakcije. Jaz se spomnim, ko smo mi leta 2015, ko je bilo glasovanje, jaz sem tudi bil v tej komisiji, ki je tam glasovala, mi smo prišli tam ob 7 zjutraj, da bomo odprli pač volišče in da bomo pripravili skrinjice in ne vem kaj vse. In ko smo taj prišli, je že od, ne vem, pol 7 zjutraj nek občan tam stal, češ, da on zdaj tu čaka, da bo prvi not prišel, zato ker hoče prvi sodelovati, cel navdušen in potem so nam, ne vem, mi, ko smo tam talali glasovnice, so nam nosili, ne vem, štrudel, krofe, ne vem, kaj vse so nam spekli, sploh nismo mogli pojesti, smo dovolj cele pratfane nosili, mislim, navdušenje je bilo, Zdaj, ko so pa ta cikl začeli, so se pa prvo pojavila 3 pisma bralcev, kako so užaljeni, da se sploh občina to gre, pa je bil javni poziv prebivalcev ene izmed teh 2 četrti, ko sta glih končali, naj se občina neha pretvarja, da je to participatorni proračun, naj nehajo uporabljati ime, ker to pač ni to in podobno. In seveda s tem se ne bo gradil pozitiven cikl, da bomo zdaj vedno več zaupanja imeli, to je očitno zaupanje zdaj umrli in je treba vse na novo reštartati. In nasploh je tak pri vseh participatornih praksah, ne moreš. Mene je zelo dobro povedal, mi je bilo všeč, sem bil na sestanku z županom Ajdovščine, ki sem ga pač tako vprašal, da koliko zavezujoče pa zdaj jemlje te posvete z občani, čisto enostavno rekel, da če se posvetuješ z občani, pa upoštevi, kaj delajo, ker če misliš, kaj rečejo, ker če ne misliš, pa jih nič ne vprašaj. Torej pač, če se greš participacijo, pa mora biti mehanizem, koliko oni voljo izrazijo in ta volja mora odpeljati. Če imaš ti neko svojo voljo, pač sploh ne iti na to. In se mi zdi dober, ker je dober princip, je ta citat ga dober izraz, full disclosure, sem ga ukradil od gospoda Allegrettija, ki je tudi bil na eni svoji predstavitvi, ampak ja, od zgori dol se gradijo samo lukne, vse ostalo pa se gradijo od spodi gor. In mislim, da isto bi mogli biti v lokalni samoupravi, v odnosu pač države državljanov. Pač toliko. Oprosti, ker sem šel prek časa.